Muslimani v Sloveniji bodo svoje verske potrebe lahko kmalu izvajali v novi ljubljanski džamiji. 14. septembra načrtujemo slovesnost za polaganje temeljnega kamna. To bo sigurno en zanimiv dogodek za vse muslimane v Sloveniji, ampak tudi za slovensko javnost. To ni le zmaga islamske skupnosti, temveč tudi demokracije, trdi dr. Pašič. Čakati toliko let na gradnjo nekega verskega objekta v demokratični državi je nepojmljivo. To je bila velika sramota in za Slovenijo, in za inštitucije, za dobesedno vse nas. Tudi Ljubljano je prepričan njen župan. Zame osebno je to velika zmaga Ljubljane. Jaz kot popolni ateist sem žalostno gledal, da verniki opravljajo svoj obred v športnih dvoranah, kjer smo imeli predtem pasje razstave. Družba ni bila dozorela za ta projekt, mogoče tudi mi nismo bili. Kot kaže, danes smo, saj gradnjo islamskega versko-kulturnega centra pozdravljajo tudi njeni neposredni sosedje. Nemam nič protiv. Pač nekje jo morajo imeti, ne. Tako da, če jo bojo imeli pač tukaj, pa jo ne imajo. Vas nič ne moti? Ne, edino, ko bojo tukaj ti kamioni, to me bo motilo, ko bojo delali. Na tem mestu bo predvidoma čez 3 leta stala džamija. Muslimani v Sloveniji bodo tako po skoraj 50-letnem boju končno dobili svoj versko-kulturni center. Projekt bi lahko koristil tudi širši družbi. Bi morali razvijati to zgodbo naprej, tako v gospodarskem smislu, kot v kulturnem in turističnem. Bomo tako nudili več vsebin, ne samo našim ljudem, ampak tudi drugim, ki se bojo želeli spoznati z islamsko kulturo, civilizacijo. Končni projekt, ki bo videti takole, bo, dodaja Porić, dodatno krasil naše glavno mesto in povezoval ljudi.